Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo Disneyjevo pravljično željo poklanjam Lili, zvesti poslušalki pravljic. Najlepša hvala, Lili. V tokratni čudoviti zgodbi bomo spoznali moč poguma, vztrajnosti ter ljubezni. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Lili z naslovom Princesa in žabec. Tiana in Charlotte sta bili najboljši prijateljici. Živeli sta v prijetni soseski New Orleansa in se pogosto obiskovali. Nekega dne jima je Tianina mama Eudora, ki je bila najboljša šivilja v mestu, brala zgodbico o princu, ki se je spremenil v žabo. Nikoli, ampak res nikoli v vsem svojem življenju ne bi poljubila žabe, je vztrajala Tiana. Charlotte pa je vzkliknila: Jaz pa bi poljubila 100 žab, če bi to pomenilo, da bi se lahko poročila s princem in postala princesa. Tistega večera je Tiana svojemu očetu pomagala pri kuhi gumba, goste zelenjavne juhe z mesom in morskimi sadeži. Tako kot njen oče je tudi Tiana rada kuhala. Draga hčerkica, tale gumbo je najokusnejši, kar sem jih kdajkoli poskusil, je Tiani rekel očka, ponosen na jed, ki sta jo skuhala skupaj s hčerko. Na pojedino je povabil vse sosede. Nočni zrak so napolnili zvoki rožljanja žlic, klepeta in smeha. Zapomni si, Tiana, je rekel oče. Hrana združuje ljudi, ogreje jim srca in jim prikliče nasmeh na obraz. Ko se je mala Tiana odpravljala spat, je skozi okno videla, kako se je utrnila zvezda. Zaželela si je, da bi nekega dne skupaj z očkom odprla restavracijo v starem mlinu. Z očkom sta pogosto skupaj sanjarila o tem. Leta so minevala in Tiana je odrasla v mladenko. Očka je v teh letih umrl, a Tiana ni nikoli nehala upati, da bo nekega dne odprla restavracijo. Želela si je, da bi se v njeni restavraciji gostje počutili tako lepo, kot se je nekoč ona, ko sta z očkom skupaj kuhala za prijatelje in družino. Tiana je delala kot natakarica v bistroju in varčevala je prav vsak prislužen cent. Predobro se je zavedala, da bo morala pošteno delati, če bo hotela uresničiti svoje sanje. Nekega dne pa je v New Orleans prišel princ Maldonije Navin. V mestu je vladalo razburjenje in še posebej dame so ga pričakovale z velikim navdušenjem. Množice ljudi so se zbrale ob rečnem bregu, da bi princu izrekle dobrodošlico. Pričakovali so resnega in vzvišenega gospodiča, vendar se je izkazalo, da je princ Navin izredno sproščen mladenič, ki je oboževal jazz glasbo in se je takoj vživel v ritem New Orleansa. V mestu je ravno potekalo praznovanje Mardi Gras. Bil je zadnji dan karnevala. Lawrence, prinčev sluga, ki ni bil več prav mlad, se je spotikal za princem, noseč njegovo prtljago. Medtem je Georgia, Tianina prijateljica, opazovala Tiano, kako je stregla v bistroju in se trudila za vsakega gosta posebej, da se je počutil res dobro. Zvečer gremo vsi plesat. Se nam boš pridružila? Jo je povabila Georgia. Danes delam dvojno izmeno, je pričela razlagati Tiana. Ja, saj vem, ker moraš varčevati za svojo restavracijo,
je Tianin stavek končala Georgia z vzdihom. Saj ne počneš več nič drugega, cele dneve samo garaš, je še dodala. Tia, je Charlotte zaklicala, ko sta z očetom, bogatim gospodom LaBouffom, prišla na zajtrk v bistro. Si slišala? Princ Navin iz Maldonije je prispel v New Orleans in Atek ga je povabil na naš ples v maskah danes večer. Hitro je še dodala. Do večera bom potrebovala 500 tvojih buhtolčkov, saj veš, tistih, ki se jim ne da upreti. Charlotte je na zabavi želela postreči najslajše buhtlje v mestu in nihče ni znal speči slajših kot Tiana. Napočil je čas, ko je Tiana končno privarčevala dovolj denarja, da je lahko dala ponudbo za opuščen star mlin. Srečala se je z lastnikoma, bratoma Fenner, in v spremstvu svoje mame podpisala z njima pogodbo. Mlin bo kmalu v njeni lasti in končno si bo lahko uredila svojo restavracijo. Moram poskrbeti za to, da očkovo delo ne bo zaman, je Tiana zaupala mami, ko sta se sprehodili po starem in neurejenem mlinu. Imela je velike načrte za svojo restavracijo. Skoraj jo je lahko že videla pred sabo, a mama Eudora je vedela, da bo potrebno še veliko dela, saj je bil mlin v zelo slabem stanju. Veš, Tiana, očka morda res ni dočakal, da bi imel svojo restavracijo. A vedeti moraš, da je bil kljub temu srečen, saj je imel v življenju veliko ljudi, ki so ga imeli zelo radi, in on nas. In to je vse, kar ti resnično želim. Ljubezen. Medtem se je v francoski četrti New Orleansa princ Navin še zmeraj zabaval na veselem karnevalu. Ni se zavedal, da nanj preži zlobni doktor Facilier. Morala bi že biti na plesu LaBouffovih, je princa priganjal Lawrence. Naj vas opomnim, da vam preostaneta le 2 možnosti. Lahko se poslovite od svoje svobode in se poročite z bogato damo, ali pa si poiščete službo. Navin se je za hip zamislil. Služba mu resnično ni dišala. In prav takrat se je iz sence pojavil doktor Facilier ter galantno pozdravil princa in njegovega slugo. Predstavil se je kot velik čarovnik, ki mu bo izpolnil vse želje. Še preden sta se dobro zavedla, sta se Navin in Lawrence našla v brlogu hudobnega doktorja. Ne da bi vedela, kaj se je zgodilo, sta se z njim rokovala, da bi zapečatila kupčijo. Takoj so se v sobi začele dogajati čudne reči. Facilier jo je uročil. V rezidenci LaBouffovih je bil ples v maskah že v polnem teku. A nič ni kazalo na to, da bo princ res prišel. To ni pravično, nikoli se mi ne uresniči nobena želja, se je razvajena Charlotte pritoževala Tiani. Pogledala je v nebo in rotila zvezdo večernico. Prosim, prosim, prosim. Na Tianino začudenje je v tistem hipu v dvorano res veličastno vstopil princ Navin. Charlotte se je izpolnila želja in kot bi trenil, se je že vrtela s princem po plesišču. Ravno ko se je Tiana vrnila v kuhinjo, da bi nadaljevala s peko buhtljev, sta vstopila brata Fenner in ji naznanila, da sta se odločila mlin prodati nekomu drugemu, ki je bil pripravljen plačati zanj večjo vsoto denarja. Seveda ga Tiana še zmeraj lahko kupi, vendar bo zanj morala odšteti več, kot je ponudil novi kupec. Kar seveda ni bilo mogoče. Na smrt žalostna se je Tiana v joku vrgla na mizo, na kateri je pripravljala pecivo in si popackala obleko. Tako žalostno je našla prijateljica Charlotte, ki je začela tolažiti, ter je, da bi jo razvedrila, ponudila eno izmed svojih prelepih oblek. Tako lepo oblečena je Tiana stopila na balkon in se zazrla v nebo.
S pogledom je iskala zvezdo večernico in ko jo je zagledala, je zaprla oči in k zvezdi poslala svojo vročo željo, da bi ji kljub vsemu le uspelo odpreti restavracijo v starem mlinu. Ko je odprla oči, je pred seboj zagledala žabo. Najbrž bi rada, da te poljubim, kaj? Se je pošalila Tiana. Spomnila se je namreč pravljice, ki mu jo je Charlotte, ko sta bili še majhni deklici, brala Eudora. Bilo bi lepo, ja? Je odgovorila žaba. Žaba, ki govori? Tiana je zavreščala od presenečenja in stekla v Charlottino sobo. Sluzasto dvoživko je zmetala vse manjše stvari, ki so ji med begom prišle pod roke. Prosim, dovoli, da se ti predstavim, je rekel žabec. Sem princ Navin iz Maldonije. Tiana je bila popolnoma zmedena. Oprosti, ampak če si ti princ, kdo potem na plesišču pleše valček z loti? Žabec pa ni odnehal. Vztrajno je zatrjeval, da se bo spremenil nazaj v princa, če ga Tiana poljubi. Seveda, gospodična, ti pripada bogata nagrada, če mi le narediš to uslugo, jo je proseče prepričeval žabec. Tiana je bila silno dobrega srca in žabec se je zasmilil. Poleg tega si je resnično želela odpreti restavracijo v starem mlinu in morda je bila to njena priložnost. Kljub temu, da je zmeraj trdila, da ne bi nikoli poljubila žabe, in čeprav se je sluzasto bitje kar precej upiralo, se je nagnila k njemu, zaprla oči in ga poljubila. Puf! Ojoj! Je kriknila Tiana. Tudi ona se je spremenila v žabo. S princem žabo sta vsa iz sebe poskakovala po sobi in nato šinila skozi okno ter pristala na plesišču. Daj ju, ulovi žabi, je oče Labuf ukazal Charlottinemu psu. Navin je zgrabil nekaj balonov in se trdno oprijel Tiane. Greva v nebo, je vzkliknil in baloni so jo ponesli v zrak. V prostoru za goste pri Labufovih je lažni princ priznal zlobnemu doktor Facilierju, da mu je žabec pobegnil. Zlobnemu doktorju to ni bilo prav nič všeč. Svojo čarovno močjo je bil princa spremenil v žabo, slugo Lawrencea pa v princa Navina. Vendar je žabca potreboval, saj je z njegovo pomočjo vsake toliko časa ponovno napolnil moč v talismanu, ki ga je Lawrence imel obešenega okoli vratu, da je lahko obdržal prinčevo podobo. Zlobni doktor je namreč imel načrt. Hotel je doseči, da bi se Charlotte poročila z Lawrenceom, misleč, da se je poročila s princem Navinom, potem pa bi si slugo razdelila vso njeno bogastvo. Medtem sta Tiana in Navin pristala v močvirju, ki je obkrožalo mesto New Orleans. Navin nikakor ni mogel razumeti, kako je mogoče, da ga Tianin poljub ni spremenil nazaj v princa, dokler mu Tiana ni razložila, da je razlog verjetno v tem, da ni bila princesa. Obleko in tiaro si je le izposodila od svoje prijateljice Charlotte. V tistem hipu se je kot strela z jasnega pred njima pojavila skupina krvoločnih aligatorjev. Tiani je zadnji hip uspelo pobegniti in se skriti v votlo drevesno deblo. Pomagaj mi, in ko se poročim Charlotte, ti kupim restavracijo, je Navin obljubil Tiani. Tiana mu je podala konec močvirske liane in Navin je po njej urno splezal na varno. V svojem brlogu je zlobni doktor že mrmral čarobne besede, s katerimi je iz mask, ki so bile obešene po stenah, izvabljal zle duhove. Prosil jih je, naj mu pomagajo najti izgubljenega princa, začaranega v žabo. Naenkrat je pred njim stala cela vojska jeznih zlih duhov, pripravljenih na ukaz. Preiščite vsak kotiček, jim je ukazal. Tiani in Navinu je uspelo sestaviti preprost splav
in z njim sta odplula po reki. Nenadoma se je iz vode pred njima pojavil ogromen aligator in plul ob njunem čolniču. Žabi sta utrpnili od strahu. Toda ogromna zverina je bila v resnici prijazna. Žabama se je predstavil in jima povedal, da mu je ime Louis. Louis je igral trobento in z Navinom sta takoj našla skupno temo pogovora – New Orleanski jazz. Ob Louisu sta se žabi kmalu sprostili in Navin je pričel poplesavati z jato metuljev. Vendar pa je Tiana jato odgnala in opomnila princa, da se mora čimprej poročiti s Charlotte. Nato je Louisu razložila, kaj se jima je zgodilo. Louis je želel pomagati svojima novima prijateljima, zato se je domislil in jima predlagal, da poiščeta mamo Odi. To je bila modra starka iz močvirja, ki je znala čarati. Uročeni Lawrence je medtem vneto dvoril Charlotte, ko je nenadoma opazil, da talisman okoli njegovega vratu izgublja moč. Vse manj je bil podoben lepemu princu. Kar naenkrat so se mu vrnila njegova štrleča ušesa, dobil je širši hrbet in že mu je ven lezel njegov ogromni nos. Hitel je zasnubiti Charlotte, preden se bi urok izničil in se bi spremenil nazaj v Lawrencea. Charlotte je bila preveč razburjena, da bi opazila spremembe, in ko jo je princ zaprosil za roko, je takoj privolila in vzkliknila: Seveda, prav rada se bom poročila s teboj. Tiana in Navin sta medtem še vedno izgubljena blodila po močvirju. Na poti sta srečala kresnico. Prijazno bitje se jima je predstavilo. Ime mu je bilo Ray. Ko je Ray slišal njuno zgodbo in izvedel, da sta na poti k mami Odi, jima je ponudil, da jo pospremi. Predirljivo je zažvižgal in priletel je cel roj kresnic. Bila je to Rayjeva družina in skupaj jima bodo svetili v temi ter jo pospremili na cilj. Tedaj pa švist! Na Navina je padla velika mreža. Vanjo ga je ujel lovec in ga stlačil v kletko. Ko je Louis zagledal lovce, je od strahu skočil v trnovo grmovje. Ray pa se je odločil, da žabcu pomaga. Če draži žužka, te čaka buška, je zakričal in se pogumno pognal enemu od lovcev naravnost nosnico. Tudi Tiana je zavreščala in spretno odprla kletko, da je Navin lahko pobegnil iz nje. Takih žab še nisem videl, se je čudil eden izmed lovcev. Brihtni sta. Govoriva tudi, je navrgla Tiana. To je bilo za lovce preprosto preveč. Tako so se prestrašili govoreče žabe, da so pobegnili in zraven tulili od strahu. Tiana in Navin sta se do solz nasmejala. Odskakljala sta v visoko travo, vesela, da sta skupaj in si lahko pomagata. Ray je pomagal Louisu, ki je bil poln trnja. Tiana se je odločila, da bo nekaj skuhala. Vsa pustolovščina jih je pošteno zlakotila. Navinu je naročila, naj opere gobe, ki so jih nabrali, vendar Navin ni vedel, kako. Še nikoli v življenju nisem prav gob, je priznal. Tiana je Navina rade volje poučila in kaj kmalu sta skupaj kuhala ter se ob tem neskončno zabavala. Po večerji so se prijatelji zazrli v zvezdnato nebo. No, poglejte, tamle je najlepša kresnica na vsem svetu, je zasanjano rekel Ray. Tiana ga je začudeno gledala, potem pa se je zavedala, da je Ray zaljubljen v zvezdo večernico in ne v kresnico. Naenkrat pa so prijeten, miren večer zmotile temne sence, ki so se spustile nad močvirje. To so bile prikazni, ki jih je nanje poslal zlobni doktor. Zgrabile so Navina. Tiana je zakričala od strahu
in se z vso močjo oklenila prijatelja, da ga ne bi odnesle. Oprijela sta se ga tudi Louise in mali Ray, a nič ni pomagalo. Prikazni so bile premočne. Tedaj pa zum! Iz teme se je zabliskala močna svetloba in prikazni so izpuhtele. Bila je mama Odi, ki je prispela še ravno pravi čas, da je rešila Navina. Ni slabo za slepo ženičko, staro 197 let, se je pohvalila. Skupaj s prijateljico Kačo Juju sta vse povabili k sebi domov v star ribički čoln v gnezdenem drevesu. Tiana je hotela razložiti, zakaj so iskali, a je mama Odi že vse vedela. Kot je vedela tudi, da jo bosta žabi prosili, naj ju spremeni nazaj v človeka. Mama Odi je, medtem ko je mešala gumbo, povprašala Tiano, ali že vesta, kaj potrebujeta? Rada bi se spremenila nazaj v človeka, je odgovorila Tiana. Želita biti spet človeka, a ne vidita, kaj zares potrebujeta? Je bila huda mama Odi, ki je spoznala, da jo čakajo še hude preizkušnje, preden se bosta dokopala do tega spoznanja. Pričarala je podobi Charlotte in njenega očeta. Oče LaBeouf bo proglašen za kralja pustne parade, njegova hči Charlotte pa bo tako postala princesa. Navin, če te princesa Charlotte poljubi še pred polnočjo, se bosta s Tiano pri priči spremenila nazaj v človeka, je razložila. Nič več niso smeli izgubljati časa. Opazili so rečno ladjo in stekli proti njej. Na ladji je vladalo karnevalsko vzdušje. Povzpeli so se na krov. Potniki na ladji, oblečeni v pustne maske, so mislili, da je Louise človek, nešimljen v aligatorja, in so ga nemudoma povabili, da se pridruži džezovskemu orkestru. Medtem je Navin priskakljal k resničku Reju, da bi mu zaupal skrivnost, ki se mu je nenadoma razkrila s pomočjo mame Odi. Zaljubil sem se v Tiano, se je k resničku zaupal žabec. Odločil se je, da bo naredil vse, kar bo v njegovi moči, da bo Tiani pomagal resničiti njene sanje. Pa če tudi bo trajalo leta, je bil Navin trdno odločen, da bo Tiani pomagal priti do njene restauracije, ko se spet spremenita v človeka. To je bilo tisto, kar je imela mama Odi v mislih, ko ga je spraševala, kaj potrebuje. Navin se je ravno pripravljal, da bi Tiani izpovedal svojo ljubezen, ko se je v rečnem bregu v daljavi prikazal stari mlin. Poglej, tamle je vzkliknila Tiana. Ob pogledu na mlin je Navina nenadoma preblisknilo, da je reven in da ne bo mogel Tiani podariti tistega, kar si tako močno želi. Sploh pa ne do naslednjega dne, ko ga bosta brata prodala novemu kupcu. Skrušeno se je umaknil na drugo stran ladje. Tiana je ostala sama in spet je uprla svoj proseči pogled v zvezdo večernico. Morda ji bo končno pokazala pravo pot. Tedaj je začutila, kot da nekaj ni čisto prav, čeprav ni prav vedela, kaj. Pomislila je na Navina. Navin pa je bil spet v resnih težavah, saj so ga znova izsledile hudobne sence. Ravno takrat je Lawrence na LaBeoufovem posestvu zastokal. Pogubljeni smo. Pripravljala se je namreč velika svadba, a Lawrence ni bil več prav nič podoben lepemu princu, ampak je bil vedno bolj videti spet kot stari Lawrence. Naenkrat pa švist. Hudobne sence so privršale preden in s seboj prinesle ubogega Navina. O, poglej, poglej. Prišel je močno zaželjeni mladenič. Si je imel v roke Facilier. Kot bi mignil, je bil talisman ponovno napolnjen s čarobno močjo in Lawrence je spet dobil podobo lepega princa. Facilier je žabca Navina zaklenil v majhno skrinjico
in z njim odhitel v svoj brlog. Medtem je na rečnem nabrežju Ray Tiani razkril Navinovo skrivnost. Navin se ne bo poročil s Charlotte. Zaljubljen je vate Tiana. Ko ga Charlotte poljubi in se bo spremenil nazaj v človeka, se bo domislil popolnega načrta, kako naj ti kupi restauracijo. Tiani je zaigralo srce, saj je tudi sama čutila enako kot Navin. Ravno takrat so prispeli do glavne ulice, po kateri se je mimo valila parada. Sredi nje so zagledali ogromno poročno torto, na vrhu katere sta stala princ Navin in Charlotte. Povsem skrušena je Tiana stekla stran. Toda Ray je vedel, da se princ nikoli ne bi poročil z nobeno drugo. Poletel je v nebo in se trudil najti Navina. Našel je skrinjico, v kateri je bil zaklenjen, in z veliko truda mu je uspelo odpreti in ga osvoboditi. Ravno ko sta se Charlotte in njen lažni princ pripravljala, da izrečeta poročno zaobljubo, je žabec Navin skočil na Lawrenceovo ramo in mu iztrgal talisman, ki mu je visel okoli vratu. Lawrence, ki se je medtem spet spremenil nazaj v prinčevega slugo, se je zapodil za žabcem Navinom. Lawrence, kaj je vendar s tabo? Ga je Navin zbegano spraševal. Tedaj je s kotičkom očesa zagledal, da se jima približuje Facilier. Ni izgubljal časa, ampak je zalučal talisman Rayu, ki ga je spretno ujel in z njim urno odletel stran. Izgini mi izpred oči, je tedaj Facilier siknil ubogemu Lawrenceu in ga tako odrešil v roka. Tako je zbral temne sence in jih poslal na lov za Rayem. Ray je divjo letal nad splavom in poskušal najti Louisa. Končno ga je zagledal med množico in skupaj sta pohitela iskat Tiano. A na lovu so bili tudi doktor Facilier in njegove temne sence. Kresniček je letel nad pokopališčem in ko je zagledal Tiano, je zalučal talisman. Na vso moč se je trudil, da bi se ubranil temnih senc svojo kresničjo lučko. A Facilier je zamahnil proti Rayu, ga zbil k tlom in ga pohodil, čeprav mu je Tiana zagrozila, da bo talisman vrgla ob tla, če ga ne bo izpustil. Hudobni doktor je vanjo puhnil oblak čarobnega prahu in z njim ustvaril privid. Tiana je zagledala samo sebe v svoji človeški podobi, kako stoji v svoji sanjski restauraciji. Če mi vrneš talisman, bo ta privid postal resničnost. To je vse, kar moraš storiti, je priliznjeno prigovarjal Facilier. Nikar ne pozabi na svojega ubogega očeta, je še potuhnjeno dodal. Takrat je Tiana res pomislila na svojega očeta. Moj očka je vedno vedel, kaj je najbolj pomembno v življenju. In to vem tudi jaz. Z vso silo je zalučala talisman ob tla, da se je razbil. V tistem hipu je bila Tiana spet žaba. Hkrati pa so temne sence in maske obkolile hudobnega doktorja Facilierja. Vse, kar je ostalo od njega, je bil črn klobuk, ki je ležal na tleh. Tiana se je zavedla, da mora takoj poiskati žabca Navina, preden bo prepozno. Našla ga je v pogovoru s Charlotte. Če te poljubim pred polnočjo, se bosta s Tiano spremenila nazaj v človeka? Je Charlotte začudeno spraševala Navina. In potem se boš poročil z mano in bova srečno živela vse do konca svojih dni. Navin je segel Charlotte v besedo in jo spomnil. A ne pozabi, v zameno moraš dati Tiani toliko denarja, kolikor ga potrebuje, da odkupi stari mlin. Ker veš, Tiana, ona je moja najsvetlejša zvezda. Stojta, je zaklicala Tiana. Navin jo je presenečeno pogledal. Moje sanje ne bodo zares izpolnjene, če to ne bo ob meni.
Ko je Charlotte videla, kako zelo zaljubljena je njena najboljša prijateljica, se je obrnila k Navinu in rekla: "Poljubila te bom, čeprav se ne boš poročil z mano." Vendar je prišel njen poljub prepozno, saj je ura že odbila polnoč in Charlotte ni bila več karnevalska princesa. Tiana in Navin sta ostala žabi, a sta našla drug drugega in bila srečno zaljubljena. Z Louisom sta se vrnila na rečni breg, kjer so se zavedno poslovili od svojega prijatelja Reja, ki žal ni preživel boja z doktorjem. A zgodilo se je nekaj nenavadnega. Ko so dvignili pogled v nebo, so zraven zvezde večernice ugledali še eno svetlečo zvezdo, ki je do tedaj še nihče ni videl. Ray je imel ves čas prav. Prava ljubezen zmeraj zmaga. Že naslednje jutro sta se Tiana in Navin poročila. Ko pa je Navin poljubil svojo nevesto, se je zgodil čudež. Oba naenkrat sta spet dobila nazaj svoji človeški podobi. "Ko si se poročila z mano, a si postala," se je posvetilo Navinu. "Princesa," je Tiana končala prinčev stavek. "Pravkar si poljubil princeso." Tiana in Navin sta svojo srečo želela deliti tudi s svojimi človeškimi prijatelji in družino, zato sta priredila še eno poroko, ki je bila prav tako čudovita kot prva. Končno je Tiana odprla tudi svojo restauracijo, Tianino palačo. Zahvaljujoč Louisu je v restavraciji zmeraj igrala poskočna glasba. Stregli so hrano, ki je bila najboljša daleč naokoli. V Tianini palači so bili vsi dobrodošli, beli in črni, bogati in revni. In vsi so se tam imeli res lepo. Končno je Tiana imela vse, o čemer je zmeraj sanjala. In s princem Navinom sta bila resnično srečna do konca svojih dni. Ja. Tiana in Navin sta skozi čarobno preizkušnjo spoznala, da prava sreča ne prihaja iz bogatstva ali blišča, temveč iz iskrene ljubezni, predanosti in sanj. Vsekakor sta delo in trud pomembna, a brez ljubezni, prijateljstva in nekaj čarobnosti lahko srce ostane prazno. Lili, najlepša hvala za idejo o čudoviti Disneyjevi pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete številnim pravljicam s princi in princesami v glavnih vlogah. Lepo se imejte, verjemite vase in v svoje sanje. Prijeten pravljični pozdravček Lili, ter pa seveda vsem poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo! Nastale združena, ne? Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam zvesti poslušalki pravljic v mojem knjižnem kotičku Miji. Mija si želi prisluhniti čarobni havajski pravljici o osamljeni deklici Lili in nagajivi žverci, ki pa sta svojo zgodbo navdušili na filmskih platnih že daljnega leta 2002. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Lili in žverca. Na oddaljenem planetu je pred velikim galaktičnim svetom stalo modro bitje, imenovano Eksperiment 626.
Z njim je bil njegov ustvaritelj dr. Bajsi. Eksperiment 626 je uničeval vse pred seboj, za kar so krivili Bajsija. Prva svetovalka se je obrnila proti 626. Dokaži nam, da je v tebi nekaj dobrega, je rekla. Miga na la cuesta, je odvrnil 626. Kakšen predrzneš, je osupnila prva svetovalka. Tukaj ni prostora zanj, odpeljite ga stran. Eksperiment so vkrcali na vesoljsko ladjo, ki naj bi ga odpeljala na drug planet. Toda še preden je ladja vzletela, je 626 že pobegnil s patruljnim čolnom. Oddrvel je naravnost na zemljo, na majhen otok Kauai. Prva svetovalka velikega galaktičnega sveta je za njim poslala poznavalca planeta Zemlja, Bajsija in Trsko. Na otoku Kauai je živela deklica, ki je bilo ime Lili. Tistega dne je zamujala na pouk plesa, zato je v šolo hitela, kar so jo nosile noge. Ko je vsa zadihana prispela na cilj, se je postavila v vrsto, za seboj pa je puščala mokre stopinje. Drugim plesalkam je na mokrih tleh spodrsnilo, zato so vse popadale po tleh. Stoj, je zavpil učitelj. Lili, zakaj si vsa mokra? Deklica je pojasnila, da se je še malo prej potapljala v morju, kjer je s kikirikijevim maslom hranila ribe. Zmešana si, je rekla plesalka Metka. Lili se je tako razburila, da se je lotila s pestmi. Lili, je zavpil učitelj in jo odvlekel stran. Oprostite, je šepnila Lili, saj bom pridna. Žal pa nobena izmed plesalk ni hotela, da Lili ostane, zato je morala domov. Lili je bila zelo osamljena. Ni imela prijateljev, ni imela staršev. Njena starejša sestra Nani pa se je bolj slabo znašla v vlogi matere. Povrh vsega pa je še socialna delavka grozila, da bo Lili odpeljala stran. Tistega večera sta se sestri hudo sprli. Lili je odkorakala v svojo sobo in zaloputnila z vrati. Nani je šla za njo in se je opravičila. Nenadoma pa je Lili zagledala blisk na nebu. Zvezdni utrinek, je vzkliknila. Pojdi ven, nekaj si moram zaželeti. Nani je stopila na hodnik, a je ostala blizu vrat, da bi slišala sestrino željo. Rada bi imela prijatelja, je zašepetala Lili. Nani se še sanjalo ni, da je Lili tako zelo osamljena. Odločila se je, da bosta šli zjutraj skupaj po psa, morda bo malo popestril Lilijino življenje. Blisk, ki ga je videla Lili, je bila ladja eksperimenta 626, ki je strmoglavila na zemljo. Našel ga je voznik tovornjaka in ga odpeljal v živalsko zavetišče. Vse druge živali so se bale 626, on pa se zato sploh ni zmenil. Da bi bil bolj podoben psu, je 2 izmed svojih 4 rok spodvil k trupu. Zdaj ga bo zagotovo kdo posvojil in se bo lahko skril pred nezelmjanoma, ki ga lovita. Lili in Nani sta kmalu prišli z zavetišče. Živjo, je rekla Lili, ko je opazila 626. Živjo, je odvrnilo bitje in jo objelo. Lili je odkorakala k Nani in ji povedala, da je našla psa zase. Priden je rekla. Na prvi pogled se vidi. Ime mu je Žverca. Žverco sta odpeljali domov, čeprav se je Nani zdel nekam čuden. Vsezadnje je bila vesela, da je Lili končno dobila prijatelja. Ko je Nani naslednjega dne odšla v službo, sta se šla Lili in Žverca peljat s kolesom. Vozdila sta se po vsem otoku in se po poti celo ustavila na sladoledu. Žverca je bil res divji, a sta se z Lili imenitno zabavala. Pozneje, ko sta bila Lili in Žverca v restavraciji, kjer je delala Nani, je Žverca opazil Bajsijo in Trsko,
ki sta bila zamaskirana v turista. Ko sta ga Nezemljana poskušala ujeti, je trski skoraj odgriznil glavo. Nani in šef je bil besen kot ris, zato je odpustil. Samo še tega se jima je manjkalo. Žverca je tudi doma začel uničevati vse po vrsti. Nazaj ga morava odpeljati, je rekla Nani. Posvojili sva ga, je kriknila Lili. Kaj bo Ohana? Očka je vedno rekel, da Ohana pomeni družina, družina pa pomeni, da zmeraj držimo skupaj, je stavek dokončala Nani. Saj vem. Spomnila se je, kako širokosrčna sta bila njuna starša in koliko jima je pomenila družina. Premislila si je. Žverci bo dala še eno priložnost zaradi Lili. Zvečer, ko je Lili že spala, je Žverca našel knjigo z naslovom Grdi raček. Prelistal jo je in opazil, da je bil raček veliko sam, tako kot on. Zbudil je Lili in ji pokazal knjigo. Pojasnila mu je, da je bil raček žalosten zato, ker ni našel svojega mesta na svetu. Žverca je dobro poznal ta občutek. Tudi on si je želel imeti občutek, da nekam spada. Lili se je odločila, da bo Žverci pokazala, kako naj bo priden, da se bo lažje vklopil v družbo. Najprej ga je poskušala naučiti plesati. Kar dobro mu je šlo, dokler mu niso obrati ušli izpod nadzora. Nato sta poskusila igrati ukulelo. Sprva je bil Žverca precej dober. Nato pa se je na vsem lepem začel na instrument igrati, kot bi bil električna kitara in trask. Vsa okna v bližini so se razbila. Na koncu ga je Lili odpeljala še na plažo. Sklenila je, da bo Žverca tam lahko vsem pokazal, kaj se je naučil in kako priden zna biti. Žverca je pograbil ukulelo, odracal na plažo in se postavil pred turiste. Začel je brenkati. Turisti so bili navdušeni. Nagnetli so se okoli njega in ga začeli fotografirati. Bliskavice pa so bile za Žverco preveč. Turista je fotoaparat iztrgal iz rok in ga razbil na koščke. Neki možakar ga je poškropil z vodno pištolico, kar pa Žverco samo še bolj razjezilo. Zgrabil je turista in ga zalučal v zrak. Prestrašeni turisti so bežali vse smeri. Lili je bila žalostna. Žverca se ni naučil biti priden, poleg tega pa je ves kraval videla tudi socialna delavka, ki je začela skrbeti za Lilijino varnost. Lili je sklenila, da se mora Žverco resno pogovoriti. Naša družina je majhna, je rekla. Ampak če hočeš, lahko postaneš del nje. Žverca je vedel, da je Lili in Nani življenje samo otežil. Stopil je proti oknu. Ohana pomeni družina, je nadaljevala Lili. Družina pa pomeni, da zmeraj držimo skupaj. Če pa hočeš oditi, lahko odideš. Žverca je zlezel skozi okno in izginil v temi. Ko se je Lili zbudila, je sestri povedala, da je Žverca odšel. Dobro je, da je odšel, je rekla in se trudila, da bi zvenela ravnodušno. Ne potrebujeva ga. Lili, včasih se zelo trudimo, a se stvari ne izidejo tako, kot smo si zamislili. Jo je poskušala potolažiti Nani. Včasih se mora kaj spremeniti in včasih je tako še najbolje. Objela je sestro in se odpravila v novo službo. Medtem je Bajsi v gozdu odkril Žverco in ga začel loviti. Žverca je spoznal, da ne želi oditi. Saj je bila Lili vendar njegova prijateljica. Stekel je nazaj v hišo. Ko ga je Lili zagledala, je takoj vedela, da potrebuje pomoč. Kaj naj storiva?
je vprašala. Skupaj sta se uprla Bajsiju, a se je izkazalo, da ne bosta mogla zmagati. Nezemljana sta pri tem uničila Lilijino in Nanijino hišo. Lili je vsa nesrečno zbežala v gozd, žvirca pa je sledil. Vse si uničil, mu je zabrusila. Kmalu jima je na sled prišel kapitan Kavelc, ki so ga prav tako poslali na lov na eksperiment 626. Ujel jo je in jo zaporil v kapsulo na svoji ladji. Žvirci je uspelo pobegniti, ladja pa je z Lili vred odletela. Žvirca je vedel, da jo mora na vsak način rešiti. Lili je bila edina prijateljica, ki jo je imel v vsej galaksiji. Poiskal je Nani, nato pa je Bajsija in Trsko prepričal, da jima pomagata rešiti Lili. Skočili so v patruljni čoln in odrveli za Lili. Ko so se približali Kavelčevi ladji, je žvirca skočil iz čolna. Pristal je na vetrobranskem steklu in se začel plaziti proti Lili, a ga je Kavelcu uspelo otresti z ladje. Lili je zagledala prijatelja. Žvirca, nikar me ne zapusti, je zavpila. Ne bom, je odvrnil žvirca. Žvirci se je posrečilo vrniti na ladjo. Splezal je skozi okno, zabrisal Kavelca z ladje in rešil Lili. Vrnil si se, je dahnila Lili. V družini zmeraj držimo skupaj, je odvrnil. Končno je razumel, kako pomembna je družina. Z Lili v naročju je skočil na patruljni čoln, s katerim so Nani, Bajsi in Trska pridrveli mimo. Vrnili so se na plažo, kjer jih je čakala prva svetovalka. Žvirco je hotela odpeljati domov. To je moja družina, je rekel žvirca in pokazal na Lili in Nani. Žvirca je lahko ostal na zemlji, socialna delavka pa se je odločila, da Lili lahko ostane pri Nani. Lili in žvirca sta se veselo objela. Vedela sta, da bosta prijatelja za zmeraj. Bravo, Lili in žvirca. Ubogi žvirca, ki se je sprva počutil izgubljenega, nezaželjenega ter brez toplega doma. Ni čudno, da se je tako neprimerno vedel. A ko je ob ponujeni priložnosti začutil toplino, dom ter varnost in ljubezen, se je njegovo življenje spremenilo. Prav tako pa se je spremenilo tudi življenje Lili in njene sestre. Mija, najlepša hvala za idejo o aktualnem junaku žvirca. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Dama in potepuh. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček Miji, ter pa seveda vsem, ki tako radi prisluhnete pravljičnim vsebinam v mojem knjižnem kotičku. Naj vas vodi ljubezen. Z Lili in žvirco pa vam pošiljam havajski pozdravček. Čau, čau! Ja, družina je tista, ki povezuje vse nas. Bravo, žvirca in Lili. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo prisluhnili čudoviti Disneyevi pravljici, ki nam bo skozi zgodbo pokazala, kako lahko pasja ljubezen združi dva popolnoma različna svetova. To je zgodba o prefinjeni in nežni psički dami ter pogumnem in svobodnem potepuhu. Čeprav prihajata iz različnih okolij, ju povežeta iskreno prijateljstvo, pogum in seveda ljubezen. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Dama in potepuh.
Bilo je na božični večer. Mesto je pokrival svež, bel sneg. V oknih hiš so migljale sveče, smreke po vrtovih pa so sijale od okraskov v vseh mavričnih barvah. V hiši Dragijevih so pod božičnim drevescem ležala lepo zavita darila. To je zate, ljubica, je rekel Ivo Dragi in podal ženi največjo škatlo. Ko je gospa Dragijeva privzdignila pokrov, je zagledala glavico lepega mladega španjelčka. Kako je srčkan, je vzkliknila. Srčkana, jo je popravil Ivo. To je mala dama. Takšno ime sta ji tudi dala. Dama. Dragijeva sta imela damo rada in sta jo razvajala kakor pravo damico. Ko je od njiju dobila lepo ovratnico s svojim imenom in naslovom, se je počutila polnopravno članico družine. Dama je imela pasja prijatelje iz enako imenitnih hiš, škotskega terjerja Medota in ptičarja Sultana. Nič ji ni manjkalo in bila je res srečna. Toda na vsem lepem sta jo ljubljena gospodarja začela zanemarjati. Nista se pogovarjala z njo, še poglediti je nista več utegnila. Užaloščena dama je zaupala svojima prijateljema. Gospa cele dneve plete in me nikoli ne pelje na sprehod. Ves čas govori o nekakšnem srečnem dogodku, le na kaj misli. Ravno takrat je prišel mimo mešanec Potepuh na brid postopač. Kar pozabi na okusne zalogajčke in mehko blazinico pred kaminom. Tvoja gospodarica pričakuje otroka, to pa pomeni konec naklonjenosti. Zdaj te čakajo ostanki kašice in pasja uta. Dama ni mogla verjeti lastnim ušesom. Nikar ga ne poslušaj, je zarenčal Medo. Gotovo se ne bo zgodilo nič takega. Res je vedno tako, se ni dal Potepuh. Ko pride v hišo otrok, psu trda prede. Na koncu je otrok prišel na svet. Bil je ljubek fantek. Vsi so se zbrali okrog zibelke, tudi dama, ki je bila navdušena nad malčkom. Potepuh ni imel prav, je pomislila, ko je gledala na smehljanega dojenčka. Vsi skupaj bomo ena sama velika srečna družina. Res je bilo nekaj časa vse v najlepšem redu. Toda nekega dne je v hišo prišla teta Sara. Pripotovala je s kovčkom in 2 domišljavima siamskima mačkama. Nekaj časa naj bi skrbela za otroka, ker sta se Dragijeva odpravljala na potovanje. Zoprni mački sta se takoj spravili nad zlato ribico. Dama jo je poskušala braniti, toda akvarij je pristal na tleh. Kdo je povzročil ta nered? Je zakričala teta Sara, ki je pritekla v sobo. Gotovo ta grozni pes. Od danes naprej boš, ljuba gospodična, nosila nagobčnik. Dama doslej sploh ni vedela, kaj je nagobčnik. Toda ko ga je začutila na gobčku, je to mahoma postalo jasno. Zgrožena je pobegnila iz hiše in se zapodila skozi mesto, ne da bi sploh gledala, kam teče. Na lepem se je znašla v nekakšni uličici, kjer so se za njo pognali strašni klateški psi. Na srečo se je prav tedaj v bližini znašel Potepuh. Potepuh se je v dolgem skoku pognal med napadalce, jim svareče pokazal zobe in zarežal: "Poberite se odtod!" Napadalci so osramočeni pokazali pete. Je že dobro, mala, zdaj si na varnem, jo je pomiril Potepuh. Toda kje si staknila to svinjarijo na gobčku? Pridi, poznam nekoga, ki ti bo pomagal, da se je znebiš.
Potepuh je damo odpeljal v živalski vrt, kjer je bilo veliko različnih živali. To je mojster, ki ga iščeva, je vzkliknil, ko sta zagledala bobra, ki je gradil jez na potočku. Kako vam lahko pomagam? Jo je vprašal bober. Midva lahko pomagava vam, mu je iznajdljivo odvrnil Potepuh. Čudovito orodje za vleko debel imava, samo sneti ga je treba s te mlade dame. Nič lažjega, je vzkliknil bober. In je grizel, dokler ni dame rešil nagobčnika. Hotela sta proslaviti, da je dama zdaj prosta, zato je Potepuh povabil v pizzerijo svojega prijatelja Tonija. Lepo, da si se oglasil, Potepuh, je zaklical Toni, ko je zagledal psa. Kdo pa je ta lepotica? Je dodal, ko je opazil damo, ki je sramežljivo zardevala. Tvoja nova zaročenka? Poslušaj dober nasvet in je nikar ne izpusti iz šap. Takoj zatem sta dama in Potepuh že sedela za veliko skledo špagetov. Toni in kuhar Janez sta jima igrala italijansko serenado. Na lepem sta dama in Potepuh slučajno potegnila za isti špaget in se dotaknila smrčkoma. Zagledala sta se drug drugemu globoko v oči in spoznala, kaj je ljubezen. Po večerji sta odšla na grič, s katerega sta videla zvezdnato nebo nad seboj in luči mesta v dolini. Hvala ti za prelep večer, je vzdihnila dama. Jaz se moram zahvaliti tebi, je galantno odvrnil Potepuh. In sta zaspala drug poleg drugega v mehki travi. Naslednje jutro se je dama prebudila že ob svitu. Ojoj, je vzkliknila. Kje pa sem? Kje sta moja gospodarja? In otrok? Pri priči se moram vrniti domov. Potepuh jo je zaman poskušal zadržati, zato je nazadnje predlagal, da jo bo pospremil. Toda spotoma sta naletela na kokošnjak. Ali si že kdaj preganjala kokoši? Je vprašal Potepuh. Kaj pa si misliš? Mu je užaljeno odgovorila dama. Potem sploh ne veš, kaj je zabavno. Mogoče se je to zdelo zabavno nepridipravo Potepuhu, toda dami ni bilo prav nič všeč kokodajsanje kokoši in perje, ki je frčalo na vse strani. Še manj pa je bil všeč lastnik kokošnjaka, ki jo je začel loviti. Dama in Potepuh sta planila na cesto. Ali ni bilo čudovito? Kaj praviš, mala? Je vprašal Potepuh. Nihče mu ni odgovoril. Ozrl se je naokrog. O dami ni bilo ne duha, ne sluha. Ni vedel, da jo je jel konjederec in da se je znašla v zavetišču za potepuške pse. Na srečo je čuvaj opazil vratnico z naslovom in obvestil teto Saro, ki je damo odpeljala iz pasjega zavetišča. Dama je bila presrečna, da gre domov. Toda ko jo je po vrnitvi teta Sara z verigo priklenila k pasji utici, jo je zagrabil obup. Medo in Sultan sta jo poskušala potolažiti, toda revica je bila neutolažljiva. Ko je prišel k njej na obisk Potepuh, mu je jezno zabrusila. Ti si vsega kriv, pustil si me samo. Mislil sem, da tečeš tik za mano, se je opravičeval Potepuh. Niti besede več, je zakričala dama. Nikoli več te nočem videti. Potepuh je odšel s podvitim repom in si razbijal glavo, kako bi se spet pridobil damino naklonjenost. Ko se je mračilo, je dama ležala v utici in tuhtala, ali se bosta njena gospodarja sploh kdaj vrnila. Potopljena je bila v žalostni misli in ni niti opazila velike podgane,
ki se je prikradla iz grmovja. Zagledala jo je šele, ko je stekla prav mimo nje. Videla je, kako je splezala po hišnem zidu in skozi okno skočila v otroško sobo. Dama se je pognala za hudodelko, toda zadržala jo je veriga. Ni mogla storiti nič drugega, kot da je lajala in renčala, kar so ji dala njena pasja pljuča. Ko je teta Sara zaslišala glasno tuljenje, se je nagnila skozi okno. Tiho tam, je zavpila. Preklemanski cucek. Toda dama je še naprej na ves glas lajala. Slišal jo je potepuh, ki je sklenil, da bo čuval svojo izvoljenko. Kaj se je zgodilo, mala? Jo je vprašal. Podgana, je zakričala dama. Otroku bo storila kaj žalega. Potepuh je zdrvel kot strela, stekel je po stopnicah in planil v otroško sobo. Prihitev je v zadnjem trenutku, saj se je ostudna zverina že bližala zibelki. Začel se je neusmiljen boj. Podgana je praskala in grizla, toda potepuh ni popustil, ker je vedel, da je otrokovo življenje odvisno od njega. Dama v obupu, ker je otroku in potepuhu pretila nevarnost, ni nehala lajati in se trgati z verige. Wow, wow, na pomoč! Strah je ulil novih moči in veriga se je nenadoma pretrgala. Dama je kot strela zdrvela v otroško sobo. Z olajšanjem je ugotovila, da je otrok živ in zdrav. Izza naslonjača pa je stopil potepuh. Je že dobro, je rekel. O, potepuh, je vzkliknila dama. Kakšna sreča, da se ti ni nič zgodilo. V tistem trenutku je v sobo pritekla teta Sara, oborožena z metlo. Kaj počneta tukaj vidva cucka? Je zaklicala. Zdaj bosta videla, kako končajo podli psi, kakršna sta vidva. Potem, ko je potepuha zaklenila omaro, damo pa v klet, je poklicala konjederca. Konjederec je brez odlašanja prišel in začel vleči potepuha v svoj voz. Ta prizor sta opazovala Medo in Sultan. Prav mu je, klatežu, je rekel Medo. Kaj je sploh iskal v damini hiši? To mi nekam smrdi, mu je odgovoril Sultan. Prav v tistem trenutku je nekdo poklical damo po imenu. Dama je poskočila od veselja. To sta bila Dragijeva. Končno sta se vrnila. Teta Sara se je začela pritoževati nad damo, ki so jo spustili iz kleti, toda Ivo Dragi ji ni verjel niti besede. Videl je, da ima psička poskuša nekaj povedati. Poglej, ljubica, je zaklical ženi. Dama bi rada, da greva z njo gor. Oba sta brž stekla v otroško sobo, teta Sara pa jima je sledila. Malo prej sem jo našla tu notri s tistim ušivim potepencem, je rekla. Gotovo sta hotela kaj narediti otroku. Takrat je dama z zobmi odgrnila zaveso. Ko sta Dragijeva pod naslonjačem zagledala mrtvo podgano, sta spoznala, da je bilo prav nasprotno. Dama in potepuh sta rešila njunega sinka. Dragijeva sta pri priči stekla v avto, da bi dohitela konjederčev voz z ubogim potepuhom. Medo in Sultan, ki ima je dama brž zalajala, kaj se je pripetilo, sta se sramovala, ker sta tako slabo mislila o potepuhu in sta se še sama pognala za vozom. Psi so hitro zavohali sled in so prvi dohiteli konjederca. Sultan je konjema zastavil pot. Z glasnim laježem ju je tako zelo splašil, da sta obstala kot pribita in se je voz prevrnil na bok. V tistem hipu je pripeljal avto Dragijevih. Iz njega je na cesto skočila dama. Potepuh, saj ti ni nič hudega? Je prestrašeno vzkliknila.
Potepuh se je iz te nezgode izvlekel brez ene same praske, zato pa je sultan padel pod kolesa. Slabo je z njim, je stokal obupani Medo. Ivo Dragi je pogumnega psa nemudoma odpeljal v bolnišnico. Junaški stari sultan je še rahlo šepal, ko sta se za božič z Medotom odpravila obiskat prijatelja. Dama in Potepuh sta se poročila in naselila pri Dragijevih. Leto dni kasneje sta bila dama in Potepuh ponosna starša 4 očarljivih kužkov, 3 punčk, ki so bile lepe kot njihova mama, in fantka, ki je bil vsem podoben očetu. Prijatelja Medo in sultan pa sta z njimi preživela še marsikatere vesele praznike in še velikokrat so obujali spomine na prigodo, ki se je tako srečno končala. Kako ganljiva in čarobna zgodba. Prava ljubezen ne pozna meja. Resnične vezi ne poznajo razlik, temveč rastejo iz zaupanja, prijaznosti in ljubezni. Zgodba o dami in Potepuhu nas prijazno opomni, da sreča rada potrka na naša vrata, ko odpremo srce, tudi za tiste, ki so drugačni od nas. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni nepozabni Disneyevi pravljici z naslovom Levji kralj. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi dame in Potepuha. Čau, čau. Bravo, čudovita pravljica. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico presenečenja poklanjam zvestima poslušalcema pravljic Žigu in Tiji. Žiga je naravnost navdušena od avtomobili, Tija pa je v mesecu oktobru praznovala svoj rojstni dan. Vse najboljše in najlepše, Tija. Pred nami je čarobna zgodba o pogumu, prijateljstvu ter sanjah. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Žiga in Tijo z naslovom Avtomobili. Brum, sem navijal motor, ko sem se spuščal s prikolice. Gledalci so navdušeno vriskali in s širokim nasmehom sem se pripeljal na stezo velikega stadiona. Hitrost. Jaz sem hiter, sem si govoril. Hiter kot blisk, uren kot strela. Jaz sem Strela McQueen. Pripravljen sem bil na veliko dirko. Ničesar si nisem bolj želel, kot zmagati v tekmi za pokal batov. To so bile moje življenjske sanje. Ampak najprej sem moral premagati kralja. Kralj je pokal batov osvojil že večkrat. Največkrat izmed vseh. Nisem bil edini, ki je hotel premagati kralja. To si je želel tudi Žiga Živec. Za zmago bi naredil vse, zato se je med dirko namenoma zaletaval v druge avtomobile. Vijugal sem levo in desno, da sem se lahko prebil mimo razbitih avtov. Nič me ni moglo ustaviti. In Živec je bil strašno presenečen, ko sem se pojavil izza razbitin. Letel sem kot raketa in prevzel vodstvo. Živec in kralj sta drvela za menoj. Dirka je bila strašno napeta. Hotel sem ohraniti vodstvo, zato sem v boksu zavrnil menjavo gum. Samo gorivo, gum ne, sem zaklical mehanikom. In imel sem veliko prednost. Vse dokler
Pok. Ni počila zadnja guma. Pok. In še druga. Šepal sem proti ciljni črti. Kralj in živec sta me hitro dohitevala, ampak bil sem že pri cilju in da bi zanesljivo zmagal, sem še iztegnil jezik. Ko so mehaniki menjali počeni gumi, so v boks naskočili novinarji. Tvegana poteza, da niste menjali guma, ne? Je vprašala novinarka. Nimate vodjo ekipe? Nimam, vse delam sam, sem odgovoril. Mehanika je moj odgovor močno razjezil. Pustili so me in odšli. No, bilo mi je vseeno, saj sem vendar osvojil pokal batov. Sanjaril sem, kako slaven in bogat bom. Takrat se je oglasil napovedovalec. Posnetek je pokazal, da je tekma neodločena. Kakšen šok! Nisem zmagal. Ciljno črto smo prečkali vsi trije hkrati. Zvečer sem zapeljal v Maxov tovorni prostor in odrinil proti Kaliforniji. Tam me je čakala še ena dirka s kraljem in živcem. Vozila bova vso noč, sem zaklical Maxu. Max je bil utrujen, a se ni pritoževal. Obljubil sem mu, da bom tudi sam ostal buden in se bom pogovarjal z njim. A bil sem izmučen in kmalu sem zadremal. Zvesti Max je hitel naprej. Toda oči je komaj držal odprte in zato ni opazil, da se je okrog njega zbrala tolpa sfriziranih avtov. Tolpa ga je začela riniti od spredaj in od zadaj. Zaneslo ga je in eden izmed mojih pokalov je padel naravnost na gum za spuščanje rampe. Odkotalil sem se na avtocesto. Joj! Predstavljajte si, kako sem bil presenečen. Moral sem poiskati Maxa, a očitno sem zavil narobe, saj sem se znašel na stari avtocesti 66. Maxa ni bilo na vidiku in za seboj sem zaslišal sireno. Priznam, prestrašil sem se in odbrzel sem v bližnje zaspano mestece. Bilo je strahovito temno in krožil sem po osamelih ulicah. Ker dirkalniki nimamo luči, sem se zaletaval vse naokrog. Ne vem, kako sem se zapletel v žice in končal viseč z glavo navzdol z telefonskega stebra. Oba, v velikih težavah si, je rekel stari policijski avto. Potem sem se najbrž onesvestil, saj se ne spominjam ničesar več. Naslednje jutro me je zbudil vlečni kamionček. Ime mi je Dajs, mi je rekel s tumpastim nasmeškom, ki je razkril širok razmak med zobmi. Kje sem ga vprašal. V Radarskem zavetju, najlepšem mestecu kardanskega okrožja. Poslušaj, Dajs, v Kalifornijo moram, sem začel. Tam moram zmagati na dirki. Takrat je prišel šerif. Dajs, bodi prijazen in odvleci tole naravno katastrofo na sodišče. Na sodišču so me pričakali jezni klici prebivalcev mesta. Ko me je sodnik, dr. Hudson, zagledal, je rekel: Šerif, vrzi ga ven. Hočem, da izgine iz mesta. Počakajte malo, je zaklicala privlačna avtomobilka. Prisilite ga, da popravi cesto. Mesto to potrebuje. Ne, Nili, je rekel doktor. Dirkač je zadnje, kar naše mesto potrebuje. Pa mi povejte, kako naj poskrbimo za popotnike, je rekla Nili, če ni cest, po katerih bi potovali. Na koncu je bilo tako, kot je hotela Nili. In tako sem popoldne začel delati z Betko, težkim, kadečim se strojem za asfaltiranje cest. Bilo je grozno, ampak vedel sem, čim prej bom asfaltiral cesto, tem prej bom lahko odšel. Prestavil sem najvišjo prestavo.
Prebivalcem mesta moje delo ni bilo všeč. Cesta je videti grozno, je rekla Neli. Torej se ujema z mestom, sem nesramno odgovoril. Vse poruši in začni znova, je ukazal doktor. Hej, dedek, saj nisem buldožer, sem mu rekel prezirljivo. Dirkalni avto sem. Česa ne poveš? Kaj, če bi potem malce dirkala? Če zmagaš, lahko odideš in cesto mu popravil sam. Če zmagam jaz, boš cesto popravil po mojih navodilih. Super ideja, sem rekel. Pokazala se je priložnost, da pobegnem iz norega mesteca. Hitrost. Jaz sem hiter, sem momljal na štartni črti. Divje sem štartal in vse naokrog se je dvigal prah. Ker pa nisem bil vajen vožnje po neasfaltirani cesti, sem v ovinku izgubil nadzor. Zletel sem z ceste in pristal med kaktusi. Joj! Dirkaš tako, kot popravljaš ceste. Obupno, je rekel doktor. Dajs me je odvlekel nazaj na cesto. Kakšna sramota. Naslednje jutro sem naredil pas popolnoma gladke asfaltirane ceste. Ko mi je zmanjkalo asfalta, sem se odpravil na kraj, kjer sva z doktorjem tekmovala. Moral sem izvedeti, zakaj me je zaneslo s ceste. Prišel je tudi doktor in me opazoval, kako dirkam. Boba, to ni asfalt, to je zemlja, mi je rekel. Če ostro zaviješ v levo, te bo odneslo na desno. Presenečen sem pogledal doktorja. In če zavijem v desno, me bo odneslo na levo? Doktor je pokimal in se odpeljal. Zvečer sem si želel samo počitka, tedaj me je hotel na vsak način razvedriti. Peljal me je na sredo polja, polnega zarjavelih traktorjev. Prevračati traktore je cel hec, je šepnil Dajs. Dajs, ne bi rad poskusil, sem mu rekel. Dej no, samo tiho zapelješ preden in zahupaš. Poglej. Dajs je zatrobil pred traktorjem. Speči traktor se je prestrašeno dvignil na zadnja kolesa, se prekucnil in nemočno obstal. Dajs se je smejal kot pečen maček, jaz pa tudi. Takrat sva zaslišala nenavaden hrup in začela sva bežati, kajti naravnost nad naju je navalil velikanski kombajn. Na poti do mesta je Dajs vozil ritensko. Wow, kako ti to uspe? Sem ga vprašal. Z vratnimi ogledali, tudi ti bi si jih lahko nabavil. Ja, sem rekel, in morda jih bom uporabil na veliki dirki. Zakaj je ta dirka tako pomembna? Me je vprašal Dajs. Če zmagam, se mi bodo uresničile življenjske sanje. Slaven in bogat bom. Še s helikopterjem se bom lahko vozil. Misliš, da bi se lahko tudi jaz peljal s helikopterjem? Je vprašal Dajs. Seveda, sem rekel. Juhu, je vzkliknil Dajs. Se vidiva jutri. Razšla sva se pri motelu, kamor me je povabila Neli. Prišla je takoj za menoj. Slišala sem, kaj sta se pogovarjala z Dajsom. Ga boš res peljal s helikopterjem? Me je vprašala. No, najprej moram zmagati na dirki, sem rekel. Veš, Dajs ti zaupa, mi je rekla. Imate za najboljšega prijatelja. Ne razočaraj ga. Naslednje jutro sem šel mimo doktorjeve klinike. Iskal sem šelfa, ker sem potreboval še asfalta. V garaži doktorjeve pisarne pa sem zagledal 3 pokale batov. Osupnil sem, ko sem dojel,
da je doktor znameniti Hudson Hornet nekoč najslavnejši med dirkalnimi avtomobili. Ste vedeli, da je doktor slaven dirkalni avto? Sem vprašal avtomobile na Florini bencinski postaji. Nihče mi ni verjel, mislim pa, da je Neli videla, kako zelo me zadeva zanima. Se greva malo voziti naokrog? Me je vprašala. Voziti naokrog? Sem rekel. Seveda, se vi mestni dirkači nikoli ne greste kar tako malo voziti naokrog, je rekla Neli in odbrzela. Ne, nikoli, sem zaklical in pohitel za njo. Postajala mi je všeč. Kam greva? Sem jo vprašal. Nimam pojma, je odgovorila. Pospešila je in skupaj sva drvela po vijugasti cesti. Z vrha skale sva opazovala prelepo dolino in avtomobile, ki so hiteli po avtocesti. Pred 40 leti je bilo vse drugače. Cesta ni sekala pokrajine, je rekla Neli. Nekoč je cesta s pokrajino dihala, se z njo dvigala, spuščala in zavijala. Zastala je. Nekoč ljudje niso vozili, da bi čas prihranili, temveč da bi ga čim lepše preživeli. In kaj se je zgodilo? Sem vprašal. Mesto je dobilo obvoznico, da bi vozniki privarčevali 10 minut. Ne vejo, kaj zamujajo, sem zamrmral. Naslednje jutro sem asfaltiral vse ceste v Radarskem zavetju. Iz daljave sem slišal, kako všeč je bilo moje delo domačinom. Ko pa sem se pripeljal k njim, je gasilec Rdečko jokal. Kaj pa je, Rdečku? Sem vprašal Dajza. Samo žalosten je, ker si včel na svojo veliko dirko, da bi osvojil pokal batov, o katerem odzmeraj sanjaš. Je potrto mumljal. In šele počasi je dojel, s kom se pogovarja. Silno ga je razveselilo, da še nisem odšel. A vsi so bili videti nekam žalostni. In mislim, da vem zakaj. V času, ki smo ga preživeli skupaj, smo se zbližali in postali prijatelji. Ne morem še oditi, sem jim rekel. Hotel sem jih razveseliti. Nisem prepričan, da me bodo te gume pripeljale do Kalifornije. Morda veste, kdaj Luigi odpre trgovino? Oho, prva stranka po mnogih letih, je bil vznemirjen Luigi. Natančno je vedel, katere gume potrebujem. Bele rabiš, je rekel. Te kričijo, glej me, tukaj sem, ljubi me. Ti si strokovnjak, sem mu rekel na poti v delavnico. Priznati moram, da so mi bele gume odlično pristajale. In nova barva, ki sem jo dobil pri Ramonu tudi. Natočil sem si še organskega goriva in si nadel novo nalepko. Neli ni mogla verjeti svojim očem, ko me je tisti dan videla. Skoraj prepričan sem, da je zaradi mene začelo srce biti vsaj malce hitreje. Moje vsekakor je. Živjo, sem ji zaklical in se zapeljivo nasmehnil. Ti je všeč novi videz Radarskega zavetja? Zelo, je rekla Neli in se široko nasmehnila. Navdušena je bila tudi nad tem, da so vse trgovine in delavnice popravile svoje neonske izveske. Hoteli so, da se njihove trgovinice skladajo z lepo novo cesto. Vse je videti kakor v najboljših časih, sem rekel. Celo bolje, je rekla Neli. Ves večer sva skupaj križarila gor in dol po glavni ulici. Resnično sva se zabavala, ko se je na nebu pojavil helikopter. Našli smo strelo, je odjeknilo. V nekaj minutah me je obkrožil roj novinarjev.
Fotoaparati so bliskali in vprašanja so se kar krmadila. Poskušal sem se prebiti do Neli, a mi ni uspelo. Ona pa je imela na obrazu tako žalosten izraz. Srečno v Kaliforniji, mi je rekla. Upam, da boš našel, kar iščeš. Neli se je odpeljala. Hotel sem za njo, toda Max me je priganjal v prikolico. Še odpustili me bodo, če te hitro ne spravim v kamion. Novinarji so pohiteli za Maxom in ulice v radarskem zavetju so utihnile. Videti ni bilo nobenega avta več in neonske luči so se ena za drugo ugašale. Doktor se je otožno zamislil. Celo njemu se je prikupil mladi in drzni dirkalni avtomobil. Na poti do pisarne je srečal Dajza. Nisem se uspel niti posloviti, je žalostno rekel, pa je moj najboljši prijatelj. Nekaj dni pozneje sem spet dirkal s Kraljem in Živcem. Hotel sem se zbrati. Hitrost. Jaz sem hiter. A v mislih sem bil z Neli in zmaga se mi naenkrat ni zdela več tako pomembna. Zaostajal sem cel krog, ko sem po radiu zaslišal znani glas. Nisem te prišel gledat, kako obupavaš. Pridrvel sem mimo boksa in tam zagledal vse svoje prijatelje. Daj se ni uspel posloviti, je rekel doktor. In vedel sem, da potrebuješ ekipo in vodjo. Tukaj smo. Doktor je nadaljeval. Vem, da lahko premagaš vse. Zdaj pa šibaj in nadoknadi izgubljeni krog. Začutil sem, da se mi športni duh vrača in brž sem nadoknadil krog. Ko sem poskušal prehiteti Živca, me je ta odrinil s steze. Odneslo me je, a spomnil sem se doktorjevega nasveta. Če ostro zavijaš v levo, te bo odneslo na desno. Vrnil sem se na stezo in spet prevzel vodstvo. Občinstvo je vznemirjeno kričalo. Zaslišal sem Živca, ki se je smejal Kralju. Tokrat me ne boš premagal. In potem sem za seboj zaslišal glasen karambol, na velikem ekranu pa sem zagledal Kraljevo zmečkano karoserijo. Zaradi žalostnega prizora sem se ustavil. To preprosto ni bilo prav. Od ciljne črte me je ločilo samo nekaj centimetrov. Samo iztegnil bi jezik, pa bi zmagal. Toda do zmage nisem hotel priti na tak način. Začel sem se umikati in Živec je švignil mimo. To, juhu, zmagal sem, ha, je razgrajal. Občinstvo je molčalo. Vse oči so bile uprte vame. Kaj pa delaš, mali? Me je doktor vprašal po radiu. Mislim, da mora Kralj svojo zadnjo dirko odpeljati do konca. Potem sem veterana porinil do cilja. Čez nekaj dni sem v okolici radarskega zavetja srečal Neli. Zelo sem je bil vesel. Greš samo mimo? Me je vprašala. Pravzaprav bom nekaj časa ostal, sem rekel. En hud dirkalni avto bo tukaj postavil svoj štab. Neli so se zaiskrile oči. Tvoj štab? Pokimal sem in rekel. Kako sem te pogrešal. Hotel se mi reči še kaj lepega, a nad nama je začel glasno trobiti Dajs. Uredil sem, da se je lahko peljal s helikopterjem. Kaj moram? Moj najboljši prijatelj je, sem rekel. Neli se je zasmejala. Kdor je zadnji pri Flori, plača. Se ne bi šla samo malo voziti naokrog? Sem jo vprašal. Ne, je zaklicala in švignila stran. Z nasmehom sem se pognal za njo.
In tako se je zaključila čarobna vožnja. Vsekakor ni najbolj pomembno, kdo pride prvi na cilj, ampak kdo zna voziti s srcem, pomagati drugim v stiski, predvsem pa uživati na poti. Žiga in Tija naj tudi vama prav vsak dan prinese novo pustolovščino, polno smeha, iskrivosti ter prijateljstva. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim zgodbam iz čudovitega sveta filmov Disney in Pixar. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Žigu in Tiji, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljic v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, strelamki. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Liamu ter Zali, ki ob večerih zelo rada prisluhneta pravljicam. Liam in Zala bi želela slišati lepo zgodbo iz zbirke Čudoviti svet filmov Disney in Pixar, v kateri bomo spoznali malce nenavadno prijateljstvo med dinozavrčkom Arlom ter dečkom po imenu Flick, ki sta se podala na zanimivo dogodivščino. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Liama ter Zale z naslovom Dobri dinozaver. Pred 65 milijoni let je skozi vesolje proti Zemlji brzel ogromen asteroid. Ko je vse kazalo na to, da bo vsak hip zadel naš modri planet, je meteor splamtel in švignil mimo. Dinozavri so dvignili glave in pogledali za njim, nato pa so se vrnili k svojim pravilom. Življenje je teklo dalje in ker dinozavri niso izumrli, so se več milijonov let nemoteno razvijali dalje. Nekateri so se pričeli ukvarjati s kmetovanjem. Ob vznožju visoke gore sta kmetovala Henrik in Ida, par apatozavrov. V kratkem naj bi se njuna družina povečala. Ko je končno napočil veseli trenutek, sta se Henrik in Ida nagnila nad svoje gnezdo in nestrpno čakala. Iz prvega jajca se je izvalila vesela hčerka Lili, iz drugega pa njen bratec Silak, Bor. Zadnje, največje jajce je skrivalo zelo majcenega dinozavra, ki se je nad vse bal priti ven. Pozdravljen, Arlo, ga je ponosno pozdravil oče Henrik. Ko so trije dinozavrčki nekoliko zrasli, je vsak prejel svoje zadolžitve. Lili in Bor sta svoje naloge upravljala z lahkoto, Arlo pa je bil tako plašen, da se je bal dobesedno vsega. Henrik in Ida sta na družinskem silusu odtisnila spominske odtise svojih stopal. Otroci so hoteli dodati na silus tudi svoje odtise, vendar jih je oče ustavil. To je bil privilegij, ki se ga je bilo potrebno zaslužiti. Lili in Bor sta kaj hitro izpolnila pogoje, ki so bili potrebni za odtis šape na silusu. Arlo pa je komaj čakal, da bi tudi on smel pustiti svoj odtis, vendar ga je pri tem ovirala bojazljivost, zaradi katere mu ni uspelo izpolniti niti enega izziva. Čeprav ga je mama neprestano spodbujala in verjela vanj, je bil Arlo še vedno precej negotov. Nato je oče dobil dobro zamisel. Ko so vsi domači že sladko spali, je odpeljal svojega sina na jaso. Nenadoma je Arlu na nosu pristal žužek. Mali dinozaver je zakričal od strahu, oče pa mu je pokazal, da ima ta drobni prišek lučko, ki prijetno sveti. Ko boš premagal svoj strah,
boš lahko videl lepoto, ki se skriva v drugih, mu je zaupal Henrik. Naslednji dan so ugotovili, da nekdo uničuje družinsko polje koruze. Oče in Arlo sta si šla ogledat škodo. Ko jo je pot pripeljala do reke, se je razbesnila nevihta. Ravno sta se hotela obrniti, ko se je nenadoma odkrušila skala, na kateri je stal Henrik, in ogromen val je nemočnega dinozaura odplavil s seboj. Obupani Arlo je ostal sam. Brez Henrika je morala cela družina trdo delati, da bi si nabrala dovolj zalog hrane za zimo. Arlo je prisegel mami, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da ne bodo ostali brez živeža. Nekega dne je Arlo pobiral koruzo, ko je naletel na prav tistega škodljivca, ki sta ga takrat lovila z očetom. Če ne bi bilo tebe, bi bil moj oče še vedno živ, je zakričal in se pognal za čudnim bitjem. Prignal je škodljivca vse do brega reke. Stvor je imel med zobmi koruzni storž in je nerazumljivo čebljal. Arlo se je pognal v napad, pri čemer sta oba izgubila ravnotežje in padla v reko. Na srečo se ni Arlu nič zgodilo. Opraskan, premočen in neznosno sam se je skobacal na breg, z vseh strani obkrožen z visokimi pečinami. Opazil je, da je tudi čudna mala pošast nepoškodovana prilezla na breg. Sedela je na robu pečine in presunljivo zavijala. Vsega si ti kriv, je zakričal dinozavrček. Začel se je vzpenjati po skalah, da bi se ponovno pognal proti vsiljivcu. Ko je priplezal na vrh, je opazil, da ga je rečni tok odnesel daleč od doma. Čeprav je imel z vrha razgled na vso dolino, nikjer ni videl domače kmetije. Arlo se je napotil vzdolž reke, vedoč, da bo slej ko prej našel domov. Bil je lačen in utrujen. Ko je poskušal utrgati nekaj sadežev, se mu je ena od nog ujela v skalnato razpoko. Znašel se je v pasti in tako ujet je dočakal noč. Na koncu je od utrujenosti zaspal. Ko se je prebudil, je presenečen odkril, da lahko svobodno premika noge. Past je kot po čudežu izginila. Začelo je deževati. Arlo si je iz vejevja na hitro postavil zasilno zavetje in v njem prevedril. Ko se je zjasnilo, je opazil, da mu je čudna mala pošast, ki jo je lovil prejšnji dan, prinesla nekaj hrane. Mogoče pa ta stvor sploh ni bil tako slab. Je bilo mogoče, da ga je on osvobodil pasti, v katero se je bil ujel prejšnji večer? Ker je bil še vedno lačen, se je odpravil iskat jagode. Tokrat je dovolil malemu bitju, da mu sledi. Nenadoma pa se je iz grmovja pojavila gromozanska kača. Arlo kar ni mogel verjeti svojim očem, ko se mu je malo bitje postavilo v bran. Kača jo je ravno dobro odkurila, ko se je iz bližnjega gozda prikazal ogromen stirakozaver. Na njegovih rogovih so sedele najrazličnejše gozdne živali. Izkazalo se je, da jih prenaša seboj, ker mu pogosto priskočijo na pomoč. Arlo je sklenil, da bo poslušal nasvet stirakozaura in tudi sam udomačil svojo malo zverinico. Poimenoval jo je Flek. Noč se je spustila nad gladino mirnega jezera. Hitro se je izkazalo, da imata Flek in Arlo več skupnega, kot bi si mislil na prvi pogled. Ker Flek ni znal govoriti, sta se sporazumevala z risanjem v pesek. In kmalu sta ugotovila, da sta oba izgubila družinskega člana. Skupaj sta tulila v luno. Naslednji dan sta Arlo in Flek nadaljevala svojo pot domov, ko sta nenadoma naletela na skupino strašljivih tiranozaurov. Na njuno srečo se je izkazalo, da gre za prijazno družino tiranozaurov. Urha, Špelo in njunega očeta Berta. Bili so preprosti kmetje in so iskali svojo čredo dolgorogih krav,
ki jim jo je nekdo ukradel. Arlo jim je ponudil kupčijo, ki je niso mogli zavrniti. Če Flek izvoha njihovo čredo, bodo oni v zameno njima pomagali najti pot domov. Tiranozavri s početka niso verjeli, da bo kaj iz tega, ampak Flek je takoj našel sled in vsi skupaj so odhiteli čez prerijo. S Flekovo pomočjo so tiranozavri brez težav našli čredo krav, ki se je pasla v zeleni dolini. Oče Bert je Arlu naročil, naj privabi kradljivce njegovega goveda. Arlo ni vedel, kako bi to storil. Takrat pa ga je Flek ugriznil v nogo in Arlo je na ves glas zatulil. Visoka trava je vzvalovala, nekaj se je bližalo. Arlo in Flek sta se znašla iz oči v oči s četverico velociraptorjev. Tiranozavri so brez oklevanja planili v napad. Ko so velociraptorji obkolili Berta, je ta poklical Arla na pomoč. Arlo ni okleval niti za hip. Enega od velociraptorjev je onesposobil z dobro umirjenim udarcem v glavo, nato pa pomagal tiranozavrom premagati še ostale napadalce. In na koncu so skupaj zmagoslavno zarjuli. Ta večer je trojica tiranozavrov pripovedovala Arlu o svojih neverjetnih dogodivščinah. Arlo je žalostno priznal, da bi si tudi sam želel poguma za enako imenitna dejanja. Njegovi novi prijatelji so mu zagotovili, da je strah mogoče premagati. Še več, prav zaradi njega spoznamo, kdo smo. Kot so obljubili, so tiranozavri Arlu pomagali najti pot domov. Arlo je v daljavi zagledal vrh gore, ki se je obsijan soncem dvigoval iz meglic in oblakov. Tako je vedel, da je to gora, ob vznožju katere je njegov dom. Dvignil je Fleka, da je videl tudi on, in obema je zaprlo sapo. Nažalost pa to še ni bil konec njunih prigod. Na lepem so nebo zatemnile zlovešče krilate postave. Mlada pustolovca so napadli pterodaktili. Eden od njih se je pognal proti Fleku in čeprav ga je Arlo objemal z vsemi močmi, mu je pterodaktil iztrgal in odletel z njim v modrino. Arlo se je spomnil, kako hudo je bilo, ko je izgubil očeta in ni bil pripravljen izgubiti še edinega prijatelja. Hrabro je stekel skozi dež in strele, dokler ni ob reki dohitel pterodaktilov. Flek je bil ujet v trohnečem deblu, ki ga je obdajala deroča reka. Arlo se je brez oklevanja pognal v napad. Udaril je po pterodaktilih, zdaj z glavo, zdaj z repom in hitro dosegel premoč. O preplašenem, bojazljivem dinozavru ni bilo več ne duha, ne sluha. Nenadoma so se tla pod njegovimi šapami zatresla. Arlo je uganil, kaj to pomeni. Kmalu bo po reki navzdol prišel veliki val. Brez razmišljanja je pohitel Fleku na pomoč. Ko je priplaval do njega, se je Flek še naprej pogumno branil pred napadi pterodaktilov. Nenadoma je nad njiju izgrmel orjaški val vode in jo odplavil. Arlo in Flek sta se poskušala boriti s tokom, za mano. Nezadržno sta se bližala slapu. Arlo je stisnil Fleka v objem, zamižala sta in padala v brezno. Ko je priplaval na površje, je Arlo še vedno objemal Fleka. Odplaval je na breg in odložil prijatelje na pesek. To se mu le ni kaj zgodilo. V tistem hipu je Flek zakašljal in odprl oči. Deček in dinozaver sta se nasmehnila drug drugemu. Bila sta živa in zdrava. Naslednje jutro na vse zgodaj sta Arlo in Flek prispela v Arlove domače kraje. Tam jo je čakalo presenečenje. Približala se jima je človeška družina, ki je z zanimanjem pozdravila Fleka. Čeprav so ga toplo sprejeli, se jim je deček iztrgal in stekel nazaj k svojemu dinozavrskemu prijatelju. Arlo je vedel, da Flek ne more ostati z njim
saj je bilo njegovo mesto med ljudmi. Deček in dinozaver sta se še zadnjič objela, nato pa se je Flek odpravil naprej s človeško družino, ki ga je sprejela medse kot družinskega člana. Arlo je sam nadaljeval pot. Proti večeru je v daljavi zagledal domačo kmetijo. Mama Ida najprej sploh ni prepoznala močnega, samozavestnega dinozavra, ki se je približeval. Nato je poklicala Lili in Bora, da so se vsi štirje po dolgi ločitvi zopet ljubeče objeli. Arlo je zdaj smel na družinski silos pritisniti odtis svojega stopala. Oče je mesto tik zraven svojega prihranil zanj, če bi izpolnil nalogo, da se znebi škodljivca, ki je pustošil po njihovem koruznem polju. Toda Arlo se škodljivca ni le znebil, temveč ga je tudi vzljubil z vsem srcem. Bravo, Arlo in Flek! Kakšno trdno prijateljstvo se je razvilo med vama, prav neverjetno. In verjamem, da sta se še kdaj srečala ter se odpravila na kakšno novo, nepozabno pustolovščino. Liam in Zala, najlepša hvala za idejo o navdihujoči zgodbi, ob kateri smo uživali prav vsi. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še zabavni pravljici z naslovom Užaljena metla in ljubeznivi sesalec, med katerima se je prav tako razvilo prijateljstvo. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček Liamu in Zali, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in ne pozabite. Prijateljstvo je tisto, ki nam daje moč, in prijatelji so tisti, ki nam lahko pomagajo premagati vse ovire. Pošiljam vam dinozavrski pozdravček. Čau, čau! Bravo, Arlo. Si pa res postal pogumen.